Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober večer v naši tedenski izdaji. Spet je tukaj sredina tedna in spet smo z vami z zanimivimi gosti v studiu. Kdo nas danes obišče, izveste čez nekaj trenutkov. Tako, v našem studiu pa pozdravljam že nocojšnjega prvega gosta. Egon Horvat je to iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Egon, dober večer. Lepo pozdravljena. V februarju smo že, kako čas beži, a ne bi lahko rekli. Hitro gre, ja. Ja, in tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje beležite dober januar, dober prvi mesec letošnjega leta? Absolutno. Ja. Super je, šel skozi, kako bi rekel. Ja. 15. januarja smo odprli novo občasno razstavo v Otroškem muzeju, in sicer Hermanova galerija Zemlja, barvit planet, ki je na ogled do konca tega meseca, do začetka marca, tako da vabljeni in pa seveda tudi številne ustvarjalnice in delavnice na temo nove občasne razstave se bojo pri nas odvile, kar pa najbolje, da spremljate preko naše spletne strani. Jih je kar nekaj, pa tudi zanimivo, vsebinsko zanimive delavnice se bodo odvijale, so se odvijale in se še bodo. Tako. Ker je tukaj že februar in kulturni praznik in še marsikateri dogodki, na kaj nas povabiš, Egon? Ja, če gremo kar na 8. februar, slovenski kulturni praznik, bi rad najprej izpostavil, da vabljeni cel dan v naš muzej, se pravi, naš muzej bo vrata odprl ob 9. uri in bo vse do 17. ure bodo vrata odprta, se pravi, v tem času vabljeni brezplačno v naš muzej, da si lahko gledate vse razstave, občasne in stalne, in pa tudi seveda bogat spremljevalni program, ki se začne že ob 10. uri in sicer gre za javno vodstvo po spominski sobi Stari Piskar. Istočasno ob 10. uri bo potekala tudi v Otroškem muzeju družinska ustvarjalnica, kam so vabljeni otroci in starši seveda. Potem pa imamo tradicionalno druženje ob slovenski poeziji, ki smo jo poimenovali Prešernovanje na Prešernovi. Se pravi, to druženje se bo odvijalo med 11. in 12. uro. In pa ob 4. uri vas še vabim na javno vodstvo po naši občasni razstavi Kulturo ljudstvo, ki smo jo decembra odprli. Seveda pa vabljeni vsem tem času, se pravi med 9. in 17. tudi na našo stalno razstavo Živeti v Celju, kjer bodo muzejski demonstratorji in pa prostovoljci v bistvu sodelovali in prikazali v bistvu obrtniki, bodo pokazali svoje obrti. Tu se bodo menjavali od čevljarjev do modistinje, tako da to se bo v tem času dogajalo, in pa še seveda vabljeni na našo dislocirano enoto v fotohišo Pelikan, kjer si boste lahko gledali občasno razstavo Fotohiše Pelikan in pa v fotoatelje in galerija Pelikan, kjer si boste lahko gledali tudi vse naše razstave. Tako da vljudno vabljeni, kot sem rekel, vstopnine ni, in pa tudi tak primeren čas, se pravi 8. februar, vabljeni v Muzej novejše zgodovine Celje. Super. Ste pa, Egon, danes ob 18. pripravili eno zanimivo predstavitev knjige kolega, sicer novinarskega, Braneta Pijana. Lahko knjigo potem dobimo še tudi pri vas. Šlo je za izjemno zanimivo predstavitev. Nas lahko še povabiš mogoče tudi, da na tak način prepoznamo dogajanje. Danes je odvila predstavitev knjige Braneta Pijana, Zgodovina Celje in okolice 5, ki je naprodaj tudi v naši informacijski pisarni, je v 2 izdajah, pravzaprav v mehki in trdi vezavi je. Tako da knjiga bo še zagotovo nekaj časa na razpolago, vabljeni v nakup. Mislim, da je zelo zanimiva in zabavna knjiga, zabavno obarvana. Tako da vabljeni. Vabljeni pa seveda tudi drugače v vaš muzej, da pridemo, da prepoznamo vsebine, ki jih pripravljate, ki nas spominjajo in učijo v naši zgodovini in ki nas nekako pripravljajo tudi na vsakdan. Absolutno. Tako. Ob tem bi še pa omenil tudi program za otroke, ki je pa 15. februarja, pa vabimo na 5. predstavo na Hermanovem odru, in sicer se bo odvrtela predstava Volk in 3 prašički. Se pravi, vstopnice bodo kot vedno na voljo v tednu pred predstavo. In pa še na 2 dogodka otroško bi opozoril, in sicer konec februarja v času počitnic, ko bomo obeležili tudi
pust v našem muzeju, Ja. in sicer 25. februarja. Poznate Kurenta, se bo reklo, Hermanovi otroški ustvarjalnici, ki se bo začela ob 10. uri, tako da vabljeni na to. In pa 28. februar vas pa vabimo na ogled demonstracije frizerke Jane Rebevšek. In sicer na stalni razstavi ŽVC bo. Gre za nekako prezentacijo, tako da vabljeni otroci tudi ob 10. uri, gre za počitniško druženje. Vmes v sredo se še pa odvijal dogodek za malo starejše, in sicer večer v kavarni, pogovor z Mitjo Čandrom o knjigi Slepec, kjer je pa tudi vstop prost, tako da vljudno vabljeni. Tako, na vse dogodke, tako na tiste počitniške, kot tiste norčave, kot še prej tiste kulturne. A ne? Tako, absolutno, ja. Mesec februar torej postreže z ogromno zanimivimi dogodki in dogajanjem, seveda v Muzeju novejše zgodovine Celje, torej ji pripravljate. Do marca pa Egon, lep pozdrav in se vidimo še kaj prej. Se vidimo, hvala Srečno. lepa, enako. Tako, zdaj pa gremo v Narodni dom v Celje, kjer so nedavno diplomantke in diplomanti Visoke zdravstvene šole v Celju res imeli en tak poseben večer. No, pa ne samo oni, tudi Visoka zdravstvena šola v Celju na splošnem, saj so obeležili visoki jubilej. Več pa v reportaži. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju so proslavili 10 let uspešnega delovanja. Uspešno so vpeti v lokalno skupnost, za trg dela pa izobražujejo v 2 programih. Septembra 2009 oziroma v študijskem letu 2009-10 smo vpisali na Visoki zdravstveni šoli prvo generacijo študentov študijskega programa Zdravstvena nega. V regijskem študijskem središču smo bili takrat zelo ponosni in danes smo še bolj, ker šola praznuje 10. obletnico delovanja in lahko rečemo, da je postala kakovostna in prepoznavna inštitucija tako v regionalnem, nacionalnem kot tudi mednarodnem okolju. Jubilej so proslavili tudi s podelitvijo diplom letošnjim diplomantkam in diplomantom. Ponujemo 2 programa. Prvi je program zdravstvene nege, ki se je začel pred 10 leti in na katerem je do sedaj diplomiralo 250 študentov. No, drugi pa je magistrski program, drugostopenjski bolonjski program paliativne oskrbe, ki pa teče sedaj 4. leto. Programa sta zanimiva za trg dela, verjetno, ne? Verjetno diplomantke, diplomanti imajo dobre možnosti potem za zaposlitev v Sloveniji ali gredo v tujino. Je v Sloveniji dovolj delovnih mest? Ja, na vsak način. Namreč sestrski poklic je tisti, ki je deficitaren tako v Sloveniji kot v celi Evropi. Tako da glede na to, da je diploma veljavna pravzaprav povsod, ker gre za reguliran poklic z primerljivimi vsebinami v katerikoli evropski državi, se zgodi, da tudi kdo gre ven. Gre ven zaradi boljših pogojev, boljše plače, mogoče manjšega razkoraka med potrebnimi in tistimi, ki so na delu, no, ampak trg je pri nas zagotovo. Zanimanje za izobraževanje pri njih je vsako leto precejšnje. Ja, lahko bi jih imeli več. Vsako leto jih nekaj ostane pred vrati. Vpis je namreč omejen predvsem zaradi kliničnega usposabljanja, kajti zelo velik del učenja, študija poteka v bolnikih. 2400 ur v vseh 3 letih. Zaradi tega je to ozko grlo in zaradi tega lahko vpišemo samo 60 študentov na leto. Ostane pa nekaj pred vrati. V monografiji ste se spomnili verjetno ključnih trenutkov ob 10. obletnici, ki ste jo izdali. Kaj ponuja monografija? O čem recimo priča? Monografija poleg nekaj faktov, nekaj dejstev, ki morajo biti, ponuja poglede na šolo različnih ljudi, ki so na različne načine sodelovali pri šoli. Od učiteljev tudi do študentov in jaz mislim, da bo zanimiva. V znak jubileja pa so predstavili tudi monografijo. Ja, res smo se potrudili in zabeležili teh 10 let. Tudi vse naše najpomembnejše sopotnike na poti smo povabili k
pisanju prispevka in mislim, da je to ena taka lepa tiskan spomin na prvih 10 let. Upam pa, da še bo veliko takšnih monografij. Visoka zdravstvena šola v Celju je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost na področjih zdravstva, zdravstvene nege in družbenih ved. Ustanovitelj visoke šole je regijsko študijsko središče v Celju. Visoka šola izvaja visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega in magistrski študijski program paliativna oskrba ter si prizadeva postati sooblikovalka razvoja na znanstveni in strokovni ravni ved, ki so povezane z zdravstveno nego. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa gremo v Srednjo knjižnico Celje. Polonca Bajc-Napret je v naši družbi. Polonca, dober večer. Dober večer. Februar je tukaj, v januar se mi zdi, da je ta prvi mesec letošnjega leta kar šel mimo grede, ampak v februarju, Polonca, pa v Celjski knjižnici pripravljate veliko zanimivega, tako kot vsakič. Med drugim boste na zanimiv način obeležili tudi Slovenski kulturni dan. Ja, res bo letos malce drugače, kot smo navajeni, sicer pa že vrsto let, skoraj 10 let že, odkar smo z Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani sklenili partnerstvo, sodelovanje, prijateljstvo. Takrat smo nekako na njihovo pobudo tudi v knjižnici pripravili Ruski kotiček, ki se nahaja v prvem nadstropju leposlovnega oddelka. In seveda od tega dne dalje ne mine leto, da ne bi v naši knjižnici vsaj dan ali teden namenili ruski kulturi, znanosti, umetnosti, mogoče tudi malce kulinariki. In letos je to ravno v začetku februarja in je posebno in zanimivo to, da ga bomo zaključili, ta teden ruske kulture oziroma dneve ruske kulture, sklenili z Prešernovim dnevom in z recitalom Prešernovih in Puškinovih pesmi. Zanimiva predstavitev oziroma zanimiv dogodek v sklopu Dnevov ruske kulture se bo zgodil tudi z Robertom Gorjancem, novinarjem Novega tednika in Radia Celje, ne? Ja, tako, Robi Gorjanc je že pred 6 leti v naši knjižnici v okviru meseca ruske kulture pripravil razstavo Rusija osebno in tudi letos je istoimenska razstava, s tem, da smo jo poimenovali Rusija osebno 2, ki bo na ogled vse do konca februarja.
februarja. V tej razstavi, kot jo boste tudi posneli na vaši televiziji, je predvsem poudarek na člankih, na knjigah, kajti Robert je res velik ljubitelj Rusije, ruske kulture že iz mladih let in lansko leto je bil tudi z delegacijo mestne občine Celje v mesto Ščolkov, ki je pobrateno mesto z Celjem. Bili so, mislim, da na festivalu športa, tako da bo tudi o tem kaj več povedanega. Tako da ta razstava je torej odprta od danes pa vse do konca meseca in Robert bo tudi jutri ob 11. uri povezoval pogovor z udeleženci okrogle mize. Gre za mlade, ki so ali živeli, študirali v Rusiji ali tudi delali. Skratka, na nek način so z Rusijo povezani in dogodek, ki smo ga poimenovali Rusija iz moje izkušnje, pa bo jutri ob 11. uri v študijski čitalnici. Naj povem, da že vrsto let odlično sodelujemo z Prvo gimnazijo v Celju in pa z gimnazijo Celje Center ter njihovo profesorico Darjo Poglajen, ki res živi za Rusijo in rusko kulturo in res pripravlja z dijaki enkratne kulturne programe in tega bomo lahko videli tudi v naši knjižnici. Super, se že veselimo, absolutno pridemo tudi z našo kamero. Drugače pa v Srednji knjižnici Celje, če zdaj greva malo iz Rusije spet direktno med knjižne police, z branjem do zvezd se spet začenja. Se mi zdi, da ni dolgo nazaj, ko ste imeli zaključno prireditev. Ja, z branjem do zvezd, tako z branjem do zvezd je, mi smo že na začetku rekli, da beremo s Prešernom. Torej začnemo 8. februarja in zaključimo 3. decembra. Tako da, ker je pač 8. februar pred vrati, so, bom rekla, sveži seznami, ki jih pa naši bralci še niso prejeli, so še skriti, že pripravljeni. In te bomo pokazali na knjižni čajanki, ki bo v soboto. Naj povem, da naša knjižnica je že zdaj 3. leto, kar je odprta na Prešernov praznik. To se pravi, smo se odločili, da se pridružimo številnim ustanovam po Sloveniji, na ta kulturni dan odpremo svoja vrata. In seveda smo rekli, da ga bomo popestrili za to knjižno čajanko. Torej, knjižničari, ki pripravljamo seznam, bomo predstavili knjige, seveda v piškotu in čaju, vsem tistim, ki se bodo tudi letos pridružili bralnemu popotovanju. Tako da gre za zelo zanimiv seznam, kot ste lahko videli, več kot 45 naslovov se skriva na njem in seveda je za usvojitev 9. bralne značke potrebno prebrati le 5 knjig, seveda vabljeni, da preberejo tudi vse. In potem imamo, tako kot sem omenila, decembra okrog tega veselega dneva kulture tudi zaključno prireditev. Super. Veliko zanimivega, veliko pestrega dogajanja, torej tudi v mesecu februarju v Srednji knjižnici Celje. Sva mogoče še kaj pozabili oziroma vabljeni vsi, da pridejo, da se pozanimajo o dogodkih, ki jih pripravljate, da pridejo k vam prelistati knjige, se sprehoditi med knjižne police. Ogromno vsega se dogaja pri vas, ne? Knjižnica večkrat radi poudariva. Ni več samo tisti prostor, v katerem vzamemo knjigo in jo preberemo. Je res, marsikaj se pri nas dogaja, seveda predvsem beremo, si, bom rekla, izmenjujemo razna mnenja in izkušnje o knjigah, predvsem pa so dogodki tisti, ki pa še vedno največ ljudi privabijo v našo knjižnico. Februarja recimo bomo zaključili tudi s ciklom predavanj v dvoje okrog ekvatorja, to so potopisna predavanja profesorice Janje Simoniti, tako da 13. februarja bomo z njo potovali v Oman. In ob koncu februarja sledi še zdravstveno predavanje iz cikla, ki jih pripravljamo z Društvom 2. In ta mesec bo zelo zanimiva tema o cepljenju. Prav tako bo govorila infektologinja iz Celjske bolnišnice in pa zaključili bomo, to govorim seveda o dogodkih za odrasle, z bralno pogovorno urico med zimskimi počitnicami. Sicer pa, bom rekla, redni program tako za Univerzo za 3. življenjsko obdobje kot knjižnica pri Mišku knjižku in februar že tako ima manj dni in bo verjetno tudi tako, kot ste prej rekla, januar zletel mimo nas, kar se da hitro. No, če bo potem prišla kmalu pomlad, nič narobe. Hvala lepa, Polonca, za vse te informacije. Mi torej pridemo kmalu vas obiskati v knjižnici
knjižnico na vse dogodke, ki jih pripravljate v februarju. Za marčevske Polona pa te vabim spet kmalu v naš studio, pa jih boš predstavila in nas povabila tudi tja, velja? Ja, Saša, hvala za vabilo. Živjo. Živjo. Takole, no, če pa ste bolj za Lego kocke, pa vabljeni v celjski City Center. Nedavno so tam predstavili Lego festival. Kaj vse se je tam dogajalo, je preveril kolega Andrej Krajnc. V celjskem nakupovalnem središču bo še do četrtka odprt največji Lego festival. V sklopu slednjega so po City centru postavljene velike 3D Lego skulpture. Na osrednjem prizorišču v pritličju centra pa lahko otroci in vsi ostali ljubitelji Lego kock sestavijo svoje izdelke. Lego igralnice so odprte med 10. in 12. ter med 16. in 19. uro. Doslej največji Lego festival v Sloveniji so odprli sredi minulega tedna, na njem pa zlasti uživajo najmlajši. Lego festival v City centru Celje se je pričel 28. januarja in bo potekal vse do 6. februarja. Še posebej ponosni smo, da tudi letos gostimo oziroma razstavljamo kar 15 skulptur, ki so res impozantne, nekatere izmed njih tehtajo tudi več kot 100 kg. Tudi na tem našem osrednjem prireditvenem prostoru bomo izvajali tudi tekmovanja v Lego sestavljanju, tako da se splača priti pogledati. Takšne 3D skulpture v naravni velikosti obiskovalce presenečajo na različnih lokacijah po City centru. Tu so priljubljeni junaki iz Vojne zvezd, Lego prijateljice, pa tudi junaka risanega filma Svet igrač, Kavboj Jelko in vesoljski ranger Ken Kozmoblisk. Mnogi ob njih naredijo kakšno Facebook ali Instagram fotografijo. V City centru Celje, tako kot ste vajeni, je vedno pestra ponudba in prav za festival Lega so naši najemniki, shop partnerji pripravili posebne popuste, tako ko boste pripeljali svoje otroke ali pa tudi sami se ujeli v to, da bi želeli imeti kakšen set še doma, izkoristili res krasne popuste, tako da vabljeni. Osrednje dogajanje pa, tako kot je to običajno na osrednjem prizorišču v pritličju centra. Svojo ustvarjalnost lahko tam, tako najmlajši kot tisti nekoliko starejši, izrazijo ob sestavljanju kock v igralnici in se med seboj pomirijo v Lego tekmovanjih. V petek je Lego festival gostil ekipo aktualnih državnih prvakov tekmovanja First Lego League Black and White z prve osnovne šole iz Celja. Ta je predstavila svoje dosedanje delo in robota Pinga. Moramo vedeti, robot je Legotova igrača, mi se gremo z igračo igrati inženirje. So razni senzori, odpravljamo napake, probamo z igračo narediti neko zanesljivost, se pravi že skoraj približno tako, kot največje podjetja delajo v sami industriji. Že samo logika je recimo enaka, tako kot dela nek recimo tekoči trak, je v bistvu že podoben program recimo v samem robotu, da dosega zanesljivost, ure testiran in to je res tisti čar, ko rečeš po pol leta ali pa enem letu dela, uspelo nam je nekaj, kar sploh nismo vedeli, da obstaja. Tema tekmovanja je vsako leto drugačna. Del tega je miza, na kateri robot izvaja različne naloge, drugi del pa izdelava uporabnega izdelka. Letošnja tema so mesta, se pravi nekje vsi problemi, ki so povezani ali z večjimi ali z manjšimi mesti. Zdaj na sami robotski mizi bi lahko videli več različnih problemov, od gradenj velikih stolpnic do pomoč invalidov in podobno. Zdaj sama ekipa se je odločila nekje na lokalno, da pogledajo pri sami šoli, če se da kakšna energetska sanacija urediti. Nekje so prišli do posebne ideje, uporaba polarizatorjev za pasivno hlajenje hiše oziroma šole, tako da vse meritve, ki delamo, trenutno tudi kažejo, da je izvedljivo. Ne samo pri sončnih očalih, ampak tudi za hlajenje. V bistvu vsak član prinese neko stvar k ekipi. Naprimer, jaz sem sestavljala, pa programirala, pa delala raznorazne stvari, tako pisala kakšne dokumentacije ali pa kaj. Ostali člani pa seveda tudi pomagajo oziroma tudi oni delajo, pa mi pač na vsakem področju nekako sodelujemo. Da se skupinsko delo izplača, priča tudi osvojitev 3. mesta v kategoriji timskega dela na svetovnem FLL tekmovanju v ameriškem Houstonu.
Ekipa mora skozi celo sezono, ki se začne v avgustu, pa do tekmovanj sestaviti svojega robota ter nastavke, da opravlja posamezne naloge. Odvisno je od tega, kako se ekipa trudi oziroma koliko vloži v to. Naprimer, mi delamo vse sobote, pa med počitnicami, pa tudi vsak popoldan, tako da se pol stvari kar poznajo na samem dogajanju. Zdaj pa sestavlja se do tekmovanja, če pa se uvrstiš naprej na državno ter tudi po evropsko ali pa svetovno tekmovanje, se pa še takrat izboljšuje pa popravlja, kar je treba. Lego kocke so nastale leta 1934, danes kocke in številne druge Lego izdelke prodajajo že v več kot 130 državah. Vsak prebivalec Zemlje naj bi imel v povprečju 94 Lego kock. Podjetje letno proizvede okoli 500 milijonov figuric, od nastanka te igrače do danes pa so izdelali že približno 700 milijard Lego elementov. Kaj pa se dogaja na celjski upravni enoti, pa izvemo zdaj v naslednjih trenutkih. Na nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj upravni enoti Celje v zadnjem času odgovarja načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko. Kdaj se lahko izdaja gradbenega dovoljenja vodi po skrajšanem ugotovitvenem postopku? Izdaja gradbenega dovoljenja se lahko vodi po tako imenovanem skrajšanem ugotovitvenem postopku, če investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži vse z zakonom predpisane sestavine. Kako poteka integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje? Pri integralnem oziroma združitvenem postopku za objekte z vplivi na okolje se postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje združita. Gradbeno dovoljenje pa v takšnih primerih izda pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za okolje in prostor. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa za vašo pozornost v tokratni tedenski izdaji. Izkoristite vsa povabila, ki smo vam jih danes z našimi gosti predstavili in seveda preživite prijeten sredin večer in pa konec koncev vse dni do prihodnje naše tedenske izdaje. Lepo se imejte in srečno.